Hvaležno pozdravljeni, ravno pravi trenutek sem izvedela za res edinstveno priložnost, ki se zgodi v človeškem življenju enkrat ali dvakrat. Povezana je z Džotišom, se pravi z Džotiš astrologijo in s postavitvijo planetov, kajti v noči iz srede na četrtek, ko je bila polna luna, smo vstopili v tako imenovani mesec obilja. In neverjetno, kajti dogovorjeni smo bili že za danes s Tino, da malce poklepetava o teh stvareh, ampak še predtem me je poklicala Mirela in je rekla, čuj, koliko si pa ti dober knjigo Kako živeti v obilju izdala ravno takrat in tisti čas, ko pride tale mesec obilja, ki je zares nekaj posebnega. In sem rekla, ja pa jaz tega nisem vedela, naključje. Pa je rekla, kako naključje, vse naključje pa ne more biti, naključje vendarle ne obstajajo. In evo, Kako živeti v obilju knjiga je tukaj, je pa v tem času zelo pomembno še marsikaj drugega. Res imate čudovito priložnost, tako jaz kot vsi ostali in ravno na tem področju Slovenije in Hrvaške. In Kako živeti v obilju nimaš še, ne? Evo, zdaj jo pa imaš. Moraš jo imeti. V naši družbi je Tina Orov, ki je v Sloveniji zelo znana po tem, da se znani in neznani in manj poznani in vsakdanji in zakomplicirani in preprosti in bolni in sproščeni in vsi ljudje se pravzaprav zatekajo k njej po nasvet oziroma po analizo njihove astrološke karte po Džotišu, se pravi Džotiš, indijska astrologija. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Se pravi, zdaj smo že v tem obdobju, iz srede na četrtek. Kaj nam lahko poveš o tem posebnem obdobju, kjer so taki neki, kaj so, tranziti so taki ali kaj? Planeti so tako postavljeni, da vse, kar se lotamo, se bo spremenilo krat 100 v obilje. Tako da zdaj je res super priložnost, da si človek privošči, če ne drugega ne prije k meni na karto, da mu povem, da si bo res neko stvar naredil v obilju. Tudi nasplošno so letos že od januarja dobro postavljeni tranziti. Jupiter je boljše postavljen, ko je bil lani. Venera je letos zelo dobro postavljena, zato je tudi več ljubezni čutiti v zraku, ne toliko sovraštva, ko je bilo mogoče lani. Ljudje, tudi ko so k meni hodili, so mi jamrali, da vsak, ne vem, so bili neki zmenjeni in v trenutku se je tisto je palo v vodo. Tisti, ali je bil službeni razgovor, ali je bil pač sam prijateljsko, gremo na kafe, je potem nekdo odpovedal, ker je pač tako bilo, ne? Tako so bili tranziti postavljeni. Zdaj letos pa nasplošno je super obdobje, prav do septembra bomo imeli dobro to obdobje, zdaj od srede na četrtek, ne, od 10. maja pa do junija je pa res dobro obdobje prav za obilje. Tako da, če se lotevate zdaj kakšnih projektov, bo sigurno dobro na koncu. Moramo vedeti, in s tem sem se pravzaprav, oziroma se še vedno zdaj soočam, ker ljudje rečejo, ti si napisala uno knjigo za denar. Ja, pa nisem jaz napisala knjige za denar, čakaj malo, denar je samo posledica. Obilje je pravzaprav stanje uma, ki pa je pravzaprav lahko marsikaj, ne? Govorimo o stanju ljubezni, obilje ljubezni, obilje zdravja, obilje prijateljstva, obilje dobrih priložnosti, obilje potovanj, obilje na koncu tudi lahko denarja kot takega. In recimo, kaj sem jaz pridobila s tvojo astrološko analizo in kar bom zdaj lahko tudi dobro vnovčila ravno v tem času, ko bo še taka dodatna podpora, oziroma ko je taka dodatna podpora, ko bi lahko rekli, da veter piha v hrbet, kar je veliko lažje kot v prsa, je dejansko to, ne vem, nekatere stvari, ki si mi rekla, recimo, da mene konji zelo pomirjajo in da se ne s konjem povezujem, ne. In ravno v tem obdobju bom zdaj, se pravi, bom večkrat te stvari počela. Potem, ne vem, tudi neke energijske vaje pa to, ne, ki si dejansko pokazala. Skratka, imam kup enih takih in drugačnih informacij, ki jih lahko dejansko zdaj uporabim. In to je tista prava uporaba potem informacij. Ne samo, da ljudje pridejo, naberajo informacije, pa nič ne naredijo, ne. Ja, saj to je bilo meni bistvo, tudi ko sem se učila tu in potem se vsak naredi na koncu neko svojo interpretacijo, ker smo vsi različni. Jaz sem res želela, da ljudem
povem na domač način, tako da lahko tudi otrok razume. Ne, zdaj imaš Venero na tej stopinji, ker s tem si ne bo nič mogel pomagati. Rajši povem, glej, da se boš umiril, naredi tu in tu. Povem, ne, tako kot sem tebi povedala, da te konji pomirjajo, da moraš paziti, da ne delaš preveč, da se tudi uživaš. Isto tu velja tudi zame, ne. Tako, in pol vsakič, ko tako komu govorim, se tudi sebe najdem, ne, noter, se v bistvu sem tudi sebi povedala, ne. Zelo dragoceno mi je bilo, oziroma mi je, ko si bi povedala, da sem Venera. To mi je tako zelo dragoceno, ker dejansko sem imela nekaj vprašanja, pa zakaj je to pri meni tako, pa zakaj je to pri meni tako, pa zakaj jaz tako čutim, pa zakaj jaz tako gledam. In zdaj vem, to je Venera v meni in se mi zdi, da odkar sem imela tole Jyotish, da si mi naredila analizo karte, bolj delujem kot Venera. Ja, saj to je, ne, Venera mora vedeti, da je Venera. In ni nič narobe, če se ti počutiš ženstveno. Ti se moraš počutiti tako. Samo, veš, če ti tega ne ozavestiš in če ne veš, potem lahko delaš kontra. In pol si v enem začaranem krogu, ko te nekaj moti in ne veš kaj. Bi nekaj rad spremenil, pa hkrati ne veš kaj. Se tu dosti ljudje, ne, tudi ko k meni pridejo, je glih tu, jaz nimam čarobne palčke, ne, jaz jim sam povem, glej, si tu in zate je tu in tu pomembno in sam že, ko tu rečem, je njim vse jasno. Bolj sprejmeš te kvalitete, v bistvu ugotoviš, da so kvalitete, ne? Ja, seveda. Tudi zame je bilo tudi to dejstvo ful pomembno, ko sem zvedela, da jaz sem pač tudi Venera in to je meni ful življenje spremenilo, res. Ker če bi gledala po zahodni astrologiji, sem devica in devica je čist nekaj drugega, kakor bik po Jyotishu. In sem rabila dolgo časa, da sem v bistvu tu dojela in sem se ful bolj najdla potem. Ker pri Žigatu, pri partnerju mojemu je isto, on je strelec po tej... Zahodni, ja. Po zahodni, ne? Po vzhodni je pa rak, a ne? Ja, rak. In se je šele... Imam občutek, da... Mislim, najdu se je, ded se je najdu, ne? Zdaj mu je bolj jasen, pa zakaj mu to tukaj pomeni, pa zakaj mu drugo tukaj pomeni. In je totalno drugače, kad dejansko vidiš, aha, lej, to je pa tisto, kar je v meni. Ja, si tu je, ne, ker recimo starši, ko nas vzgajajo, oni tu ne vejo teh podatkov in pač oni nas vzgajajo tako, ko znajo. In tako, ko so pač oni bili vzgojeni, ne. Zdaj, recimo jaz že vidim pri mojih hčerkah, ko pač imam to znanje Jyotisha, da se prav, jaz ne vem, one dve so obe škorpion. Obe. In tu se toliko kaže, so aktivne, stalno šport, da včasih gledam, da so bolj aktivne kot bilo kateri fant. Njihovih ker so mičkane še. In prav gledam, mislim, in one rabijo, ne, škorpioni rabijo aktivnost, se morajo prepotiti, ker s tem dajo tisto negativno energijo ven. Tako da jaz vsakmu škorpionu tudi povem, ne, da za njega je dobro, da se športom ukvarja, če se pa ne gre vsaj enkrat na teden, se mora res prepotiti. Ne tako, da gre sam na sprehod počasi. Drugače tudi obstaja opcija, sediš, ležiš, pa se potiš, če greš v savno, recimo. Tu je tudi super opcija. Takoj sem našla manj aktivno verzijo. Tudi tu jim svetujem, dosti jim svetujem, da gre v savno, ker savna tudi ful čisti, ne. Ker se tu prepotiš, čisti, nasplošno voda, čisti negativno energijo, greš recimo malo plavati. Morje, zdaj, ko bo poletje, je super priložnost. Zakaj imamo vsi radi morje? Čeprav gremo tistih 7 dni, ko gremo na leto, ampak pridemo čist prerojeni domov. Zato, ko voda nam pomaga očistiti. Tudi v stanovanju, ne, je dobro na severno stran dati kakšno vodo ali pa črno barvo, element kovine. Tako, sever je tudi povezan z našo kreativnostjo. Tu meni tudi Jyotish pomagal, ko tudi se malo pogleda postavitev. In tam imamo naše ideje, ne. Tudi otroci, če imajo sobo na severu, je ful fajn, da gledajo na sever, ker se bodo ful fajn učili. Če bodo pa gledali na jug, pa bodo misli malo tavale. Torej, iz srede na četrtek smo vstopili v posebni mesec obilja.
Tako da imate več kot odlično priložnost in energija vas podpirajo. To je redek pojav, samo enkrat ali dvakrat v človeškem življenju se zgodi ravno tako obdobje in to je zdaj tisti čas, ko zavihate rokave in rečete, ok, zdaj pa jaz nekaj za sebe naredil in absolutno vam povem, prva stvar, kaj morate narediti za sebe je, da sebe sploh spoznate. In zelo dobro lahko sebe spoznate preko Jyotisha, se pravi astrologije, kjer vidite, kje imate potenciale, kje nimate potencialov in lahko vidite dejansko širšo sliko. Je pa res v knjigi Kako živeti v obilju so tudi opisane tehnike, različna orodja, ki bodo še kako dobro delovala ravno v temu času. Do 8. junija traja tale mesec obilja, ampak do septembra so zelo dobri tranziti. Imaš še kaj v tem mesecu, imaš še kaj, Frej, kakšne termine? Kaj bi še najdla, ampak ne dosti. Ne dosti, ne? Ker jaz vem, da smo mogli 3 tedne čakati, ali 4 tedne smo mogli čakati za ta tvoj termin, pa sem mislila, da imela kakšne privilegije, pa ni bilo nič. Ne, vse prav. Tole me še zanima, ker mi dejansko izvemo te stvari o samemu sebi. Kaj ti poročajo ljudje? Ali to opazi tudi njihova okolica? Pol, ko pridejo k meni? Ja. Ja, dosti mi jih tudi piše potem, ker jaz tudi, ko si snemajo ta posnetek, pol jaz jim rečem ne takoj poslušati, naj mine par tednov ali pa vsaj 10 dni, da se stvari usedejo in pol res, ko poslušajo, mi pišejo mail in so ponavadi velike spremembe se jim tudi že zgodijo v življenju. En primer sem imela, ki je ena gospa, punca iskala službo, že 5 let ni mogla dobiti, sploh ni mogla dobiti. In jaz sem mi sam par stvari povedala, da mora spremeniti mišljenje, da ne misli pozitivno, s prepričanimi ustvarjamo našo usodo. Tu je ta naša luna, kaj res mislimo. Če boš ti mislil, da je vse slabo, ja, pol bo res vse slabo. In že samo en par takih stvari, ki si mi rekla, pa pol še glede na njeno karto, v glavnem je dobila službo. In zdaj je ful srečna, ful uživa, vsaka toliko mi napiše, da ne more nikoli pozabiti. V bistvu je sebi res največje darilo podarila, ko je prišla k meni, se jaz nisem jaz najdla službe, jo je sama najdla. Sam to spoznanje, da je sposobna, da ima dosti moči v sebi, vsi imamo strahove, Saj tudi jaz sem jih imela na začetku. Prvo nisem sploh vedela, ali bo kakšen prišel k meni ali ne. Okolica tudi mi ni kaj preveč pomagala, da bi rekli, jo, tu je pa super, pejdi. Tu sem jaz res imela cilj. Tam Sežana pa to, si ti tam poznamo, imamo sodelavca iz tistega kraja in je bil tudi on presenečen, da imate kaj takega v vašem kraju. Ja, sem prišla jaz. Meni se je zdelo fajn, da se nekaj pripelje tudi v takem bolj majhen kraj. Ampak ljudje prihajajo k tebi iz vse Slovenije? Tudi z Maribora, tudi iz Ptuja sem že imela, Dolenjska, ogromno, mislim, res sem bila, tudi jaz sem presenečena. A pa po Skypu, preko interneta si pa to si sam, mislim, a to tudi drugim narediš? Tudi. Ker jaz nisem imela časa, da se namreč oglasim, lahko tudi drugim? Lahko tudi preko telefona, kakšni prosijo, pač odvisno koliko so službe. Sem imela tudi že Slovence, ki živijo v tujini in smo se pol preko Skypa slišali. Tako da je možnost, vse se da zmeniti. Kjer je bolje, tudi pot. Vse se da zmeniti. Drugače, tu sem htela prej povedati, da je ta gospa zdaj dobila službo, ful vesela, prej pa 5 let je bila že prepričana, da sploh službe ni. Jaz sem sam rekla, daj poglej druge plati, kaj pa če ti je vesolje obvarovalo pred tem, ker bi dobila napačno službo. In je pol začela prvič v življenju malo drugače gledati na to stvar. In je pol ugotovila, da mogoče pa res, da sej tudi, če bi ona šla v nekam za tekoči trak, da to ne bi bilo za njo, da to bi njo ubivalo. Res, da bi imela ta denar, ki ga pač mi rabimo za plačati položnice, sam ni tudi tu. Če je možnost, jaz vsakmu rečem, sploh če vidim, da ima res moč v karti in da ima samozavest in da ni neki fizično bolan, da ne more, se da dobiti vse. Sam, kakor si rekla, kjer je volja, je pot. In tako sem tudi jaz videla, meni so se začele tudi meni stvari spreminjati, ker sem začela sama obračati misli. Da ne misliš negativno, da pogledaš, zakaj se mi je zdaj. Lahko povem svoj primer. Meni so pred enim mesecem so mi vlomili v avto na enem parkirišču. Ni bilo nič noter, sam pač škoda je. In potem sem jaz, čisto sem bila mirna,
ko verjetno pred par leti bi padla malo po tleh, kaj se mi je zgodilo, vsa v strahu, ne. Tlele je bilo čisto vse v redu in jaz sem sam se vprašala, kaj lahko iz te situacije potegnem ven. In v bistvu sem se pol lepo odločila, na podlagi tistega sem pač en par stvari zaključila in sem šla naprej. In sem videla, ok, tu je znak, da je tle zadosti, grem naprej. Se pravi, si potegnila ven iz tega. Ampak zmeraj je lažje v življenju, če imaš veter v hrbet, ne pa v prsa. In če pogledamo, recimo jaz sem si včeraj napisala pismo, ko bom praznovala 33. rojstni dan. In sem si zapisala noter vse tiste stvari in tiste tranzite, ki prihajajo v moje življenje, a ne? Se pravi, kdaj je energija primerna za ustvarjanje česa. In se mi zdi to zelo fajn, da izkoristimo energije, ki jih dejansko imamo, sploh zdaj, recimo do septembra sploh, najbolj pa torej, se pravi, do 8.6., da izkoristimo te energije enostavno zaradi tega, ker to so planeti, to so toliko večje zadeve, kakor smo mi, seveda, da vplivajo na nas. Ja, to so vibracije, rečem jaz, ne. To je kakor, da bi z nami živel res naš najboljši prijatelj, kako mi čakamo, da smo skupaj z njim. In normalno, da se v taki družbi dobro počutimo. Lepše se v taki družbi počutimo, kot če je nekdo, ki nam pa gre res na živce. Tako jaz povem po domače, da res ljudje bolj razumejo. Te vibracije, planeti so tam, mi smo tle, mi se sami lahko odločimo, ali gremo levo ali desno, mi držimo vajeti življenja v rokah, noben planet nas nikamor ne vodi, meče pa na nas vibracijo in potem se mi ali se počutimo slabo, ali dobro, ali smo utrujeni, ali smo pa ful fajn, ne? In s tem vedenjem, da je zdaj dobro obdobje, lahko marsikakšen, če se ne upa kaj narediti, lahko izkoristi, da gre naprej. Tu, ne, meni se zdi že tu ful dobro, že ta podatek, no, če kakšen res je neko veliko prelomnico, da ne bo čakal do septembra ali pa ne vem, do decembra, da najrajši zdaj naredi. Sploh pa leto 1 je po numerologiji, kar pomeni novi začetki na vseh področjih. Nov cikel. In jaz mislim, da prejšnjo leto je bilo, glih sva se s kolegico pogovarjali, je bilo leto odločitev. Ogromno ljudi se je ločilo prejšnje leto in zanimivo, je bilo leto 9, kjer so se zaključevale stvari. Leto se mi zdi pa, da je leto odpovedi. Poznam toliko ljudi, ki so dali odpoved v službi, zaradi tega, ker bojo začelniki svojega ali pa drugje na drugi poziciji in prav res, kako te energije vplivajo na nezavedni ravni. Ja, da ti prideš do 1, moraš iti najprej čez 9, ne? Se pravi, da se mora najprej nekaj zgoditi, da prideš ti do tega, zdaj mi je pa zadosti. Tako. In tudi, zato sem prej rekla, da lani je bilo obdobje, ko sta bila pač Saturn in Mars tako postavljena, no, ona dva nista glih najboljša prijatelja. Druga energijo imajo, ne? Saturn je hiter, dinamičen, hoče vse. Mars je pa tisti, ki hoče bolj počasi, ne? To je kot recimo en mlad pa star skupaj. Sej lahko imata super ideje, sam eden bo hotel bolj počasi, drugi bi pa vse na hitro in na silo. In ko ona dva pride, sta nekakor, da bi oba istočasno vladala, treba, včasih je potem, smo imeli občutek, da bo vse eksplodiralo. In tu in vse je, tu dosti, tako po televiziji so kar dosti vojn omenjali, ker Mars je povezan z vojno. Zdaj se mi zdi pa, da se je že kar malo umirilo, no, to. Vse še zmeri se govori, ampak ne toliko. Vseeno je malo lepše vzdušje. Ali pa mogoče sem jaz to opazim, ker vem, sem tudi ljudje, no, mi povejo, da so kar zadihali letos. Ja, letos je super, super fantastično leto. In evo, hvala lepa za vse informacije, ki si jih posredovala. Optimalno torej do septembra, da dobimo informacije, da spoznamo samega sebe in da gremo potem lažje naprej v življenju, da skriramo tisto, kar je v naše najvišje dobro. Hvala tebi. Evo, se mi kar vas zaletel. Hvala lepa še enkrat za vse, kar si nam zaupala. Torej, kakor smo rekli, iz srede na četrtek se je začel mesec obilja in to je torej čas za kreacijo.
Obilje vsega lepega, obilje ljubezni, obilje prijateljstva, obilje zdravja, obilje sprostitve in tudi obilje denarja. O obilju nasploh, torej, kot smo rekli v knjigi Kako živeti v obilju, najdete pa še več konkretnih informacij, no pa tudi na koncu lahko najdete Tino Orel tam na www.klepetobkavi.si. Če pa nimate dostopa do interneta, pa brez skrbi, 02 6200 230 je ustrezna telefonska številka in želim vam, da se res naravnate na to vibracijo obilja, kajti zdaj je resnično redka priložnost. Torej, v mesecu obilja smo vse tja do 8.6. in nasploh ugodni tranziti, kot je povedala Jyotish astrologinja Tina Orel, do meseca septembra. Naj vam bo svet lep, pa naredite kaj za sebe. A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svet lep.